pred nekje na polovici proge si mi rekel, da sprva si. Mislim, da sem tekla še, to pa ni res. Šla sem zadrla nazaj in tekla do cilja in potem sem učila, da pač mi je uspelo prva pridati. Medtem, ko klanci so mi pa, ne vem, rada jih imam, pa ne naveličam se jih. Najbolj cenim to, res najlepše priti v cilj in videti njega in hčerke, ki navijajo. Tako da, ja, zakaj tečem? Predvsem zaradi tega. Ta ženska je mene, ne samo, da pač me prehitela na fertik, ta ženska potem še zavila na 42, kot še jaz sem pač šla tam na 21, ko sem samo pač pogledala, da se nikoli več nikogar ne podcenjujem. Drage dame, dragi gospodje, zdaj so resne, januar je v polnem zamahu, vi pa niste trenirali toliko, kot ste rekli, da boste. Ja, 15. smo že, plača je bila ali pa bo kmalu, pogledajte na Stravo, preštejte kilometre, pejte ven teč, da bo se do januarja kaj. Z mano danes pa prijetna dama, ja, ki ne teče morda toliko, kot bi kdo mislil, ko pa gre na tekmo, vas pa vse pusti zadaj. Dober večer, dobrodošla, Nastja Mihelčič. Lep pozdrav, dobro večer. Nastja, si danes že tekla? Ja, danes sem tekla, ker sem pričakovala ta vprašanje. Kaj delam? Ja, danes sem šla teč takoj po šihtu. To je najpogosteje cajt, ki imam zate. Kakor mi pač obveznosti v otrocih dopuščajo. Tako da večinoma 5 kilometrov hitro domov. Meni se zdi 5 km taka luštna razdalja. No, če bi vsak dan vsi pretekli po 5 km, bi bili lepi, zdravi, dovolj hitri in zadovoljni, ali kako? Kaj ti misliš? Ja, predvidevam, da bi bilo predvsem veliko manj bolezni potem na starejšo dobo. Ker meni mogoče, kaj mi je tek največ dal, je to, da mentalno in pa pri drugi nosečnosti pa sploh, ker sem imela težave z žilami, sem jih na ta način odpravljala. Tako nekako. O tem bo še kakšno rekla, spoštovani, zakaj sem Nastjo povabil. Ne samo zato, ker je zmagala tako v Velenju kot v Gorici, oziroma v Solkanu, je tako, na zadnjih 2 nastopih je šla, pometla s konkurenco, odnesla prvo mesto. Ja, tudi zaradi tega, ker je, zelo zanimivo, sicer učiteljica po osnovni profesiji, biologije in kemije, vem, niste marali. Ja. To bomo o tem bili govorili. Statistično gledano pravi, da so ta predmeta, ki jih otroci najbolj sovražijo. Jaz sem imel oba na maturi, verjemi, da sem trpel kot Kristus. No, in tako zdaj imam pa učiteljico biologije in kemije, ki pa je letos presedlala, zdaj je mlada raziskovalka, doktorska študentka na veterinarski fakulteti, kar je zelo zanimivo, to me bo tudi zanimalo, je mati 2 hčera, ja, o tem bova tudi govorila. Hitra tekačica je, to sem omenil večkrat, no pa še kakšno zanimivo zgodbo bova potegnila ven, tudi o tem, da se po 30. sarkopenija začne, tako da tisti, ki ste 30, pa če niste vadili, ste vsak let za kakšen procent že izgubili, ja, ok, gremo. Potem po podcastu tudi začeli vaditi. Nastja, kar direktno, ti se počutiš zelo mlado, se počutiš izkušeno, te je groza, da boš stara 30 let. Jaz si pomislim, ker se dvojka pretvori v trojko, če bi danes bil še enkrat na tem mestu, bi rekel najboljša leta, kako pa ti razmišljaš o tem? Jaz sem se mogoče, kar se s prijateljicami pogovarjam, se počutim starejša, mogoče zaradi tega, ker, ampak ne, da bi rekla geriatrik varianta, ampak bom iz tega stališča, da po mojem, ker rataš starš, je to ena vloga, ki te malo, mislim, bolj zrelega naredi, ne postara, ampak zrelega naredi. Tako da mogoče, kar so se z ostalimi mrejo, ki mi pri nas mladimi raziskovalkami pogovarjala, pa ko vidiš, da si bolj kot ne edini starš pri teh letih, vsaj v teh krogih, sem se počutila malo, geriatrično, bom rekla, ne bom lagala. Ne počutam se pa sicer telesno, da bi bila stara, ko nekako. Tako da jaz mislim, da itak številka je, leta so bolj kot ne številka, na koncu pa koliko si mentalno sicer, pri sebi to je tisto, kar šteje. Tako da jaz upam, da to še dolga leta ne zgubim. Je pa res, da sarkopenija se pa po 30. pojavi, ampak
Jaz mislim, da če redno tečeš, če redno športaš in tako dalje, se ni preveč zabavno. Čim bolj raznovrstnih športnih, vsaj to zdaj zadnje čase gledam, da je tudi važen, ne sam tek, tako da to te nekako ohranja. Pa otroci definitivno ohranjajo mladega, ker pač nimaš pogojev, da ne bi bil. To nekaj. Imejte otroke, imejte veliko otrok, ker boste ostali, ste mladi, verjemite mi. Ja, govorim z lastnih izkušenj, tudi proti sarkopeniji. Pomaga, ja, včasih. No. Ti si imela, imaš 2 hčeri, prvo hčero si imela dokaj zgodaj, no, zdaj praviš, da pri svojih rosnih 29 dejansko izstopaš, ne, kot mlada mati. Kaj šele, ne vem, ko si bila stara, 23, ko si povila hčer? 23, bila sem v bistvu zadnji letnik faksa. In takrat sem še poslušala, ko se pogovarjala, pa je bilo njih po poroki, pa mi je rekla, če mi sem imela otroke, tako ne, jaz bom še dokončala fakulteto. No, čez en teden sem imela pozitiven nosečniški test. Tako da v resnici moram reči, da je to ena izmed najboljših stvari, kar se mi je zgodila, zato ker biti študentska mama sploh ni slabo. Je pa res, da takrat je bila še korona, glih prišla, tako da v bistvu sem imela ogromno časa za pisanje. Je pa res, da pač vsem, kar želiš in teči in dokončati fakulteto in tako dalje, rabiš, če se odločiš za družino, ogromno podporo od drugih. Sam tega ne moreš, no, razen če si res ekstra, bi rekla, ampak tukaj bi jaz rekla ogromno pomoči od tašče, od moža, od mojih, da se lahko pač pomerkali in tako dalje. Se pozna, pač ne moreš, zelo težko vse speleš samo. Vedno rabiš druge, da ti stojijo ob sebi. No, ampak najbrž so bili vsi omenjeni, veseli, navdušeni, pač, da bodo imeli novo članico pač družine, malo prej, kot so recimo računali. No, ja, ne, sej ni bilo nepričakovano, no, tako bom rekla, ampak bolj samo, pač bom priznala, meni so itak nekako napovedali, da imam policistične jačnike, tako da načeloma pa misliš, ok, bo tako težko, no pa ni. Tako da, glede tega sem v bistvu zelo vesela, pa tudi hvaležna, da je tako, kar je. Da v bistvu potem tudi pri drugih hčerki je bilo nekako čisto tako, kot je bilo planirano in ja, ne bi spremenila nič. Ti si uspela potem ob otroku dejansko zaključiti faks, magisterij in tako naprej. Ja, torej Lara je bila stara 1 leto, ko sem magistrirala, potem sem pa rekla, v bistvu, ko sem že začela z učiteljskim poklicem, pa za učitelja rabiš potem še strokovni izpit, pa tako dalje. Pa takrat sem v gimnaziji poučevala, pa srednji strokovni šoli, tako da takrat je bilo kar veliko dela in sem si tudi rekla, da želim imeti vsaj toliko 1 let pred drugim otrokom, vsaj toliko pavze, da vse speljem normalno, no, da si pripravim na šihto in tako dalje. Pa je res je tako bilo, tako da se nimam kaj zaprtozati. In sem hvaležna za vse, kakor se je zgodilo. Rekla si, biti študentska mati ima svoje prednosti. No, me čisto zanima, no, jaz se spomnim v naših časih, jih je bilo nekaj, zdaj me preseneča, da še kakšna sploh je, no, bom rekel, mogoče v teh časih praviš, da morda je še kakšna. Pa jih je v resnici kar veliko, jaz bi rekla. Mislim veliko. Mogoče je zato, ker sem na pedagoški fakulteti, je to malo bolj trend, ampak se mi zdi, da pač punce se odločajo. Tudi takrat nič ni narobe, marsikdo ti pride naproti. Jaz sicer sem vsa predavanja že naredila, no, tako da mene samo še pisanje magistrske ostalo, kar ni bilo dosti ob študentskih delih, no. Ampak so pa punce pri nas nekatere bile, ki so se pač odločile že veliko prej in prilagodijo izpite. Tako niso vsi razumevajoči, marsikdo pa je. Tako. In se da, in tudi dobiš kot starševski dodatek, sicer so pač manjše vsote, ampak v resnici, če pogledam za nazaj, se da zelo lepo živeti. Mislim, tudi z manj, kako bi rekla, če si dobro razporediš. Tako da. Pa si živela takrat doma, sta živela v študentu, sta živela na svoje? Ne, smo pač v bistvu, jaz sem v tistem letu se nekako nabila od vse. Torej, imela sem diplomski izpit, ker smo bili prvi letnik, sem ga uvedel, to pomeni vsa 4 leta za nazaj se naučiti. Potem 2 tedna po diplomskem izpitu je bila poroka, 2 meseca po poroki sem že zadelala plus. Tako da je bilo tiste leta 2019 je bilo zame kar divje, tako nekako. Ampak je pa fajn, ker si pa večinoma
se mi zdi, da z ljudmi, ki se pogovarjaš, pravijo si, da te največje življenjske prelomnice se dostikrat zelo na hkrati zgodijo. No. Tako da je fajn, ko pa vse pač nimaš časa preveč razmišljati, pač delaš tako nekako. Tako da vse je za nekaj dobro. No. To glede prelomnic se strinjam, ja, če bi sam pomislil nazaj, se je res to dogajalo, so skoncentrirani in to je super. Mogoče z enim stresom podelaš več stvari naenkrat. No, ampak je tvoja hčera prva spala, si lahko bi se naspala, da si potem tudi porabila čas za pisanje ali si imela izzive? Ja, ne, imela sem izzive, priznam. Prva hčera je imela zelo hude kolike, tako da tega nisem pričakovala. Je bilo prav na ura vezano, torej 16 dni se je začel, pa ne vem, tam nekje ob 9 končan. Tako da ja, je bilo prve 3-4 mesece je bilo tudi pač težko. Mislim, ne moreš lagati, da rečeš, da vse rožno, pa ni. Je hormonske spremembe so in tako dalje. Pač veliko stvari pride, ampak če si pripravljen nanje, je lažje, če ne veš, da to te malo sezuje, ampak se pa da. No. Se pravim, če imaš podporo, če nisi sam. No. Res se pozna, če imaš nekoga, ki ti omogoči, da ne vem. Mene recimo bi tek reševal, zelo veliko se mi zdi, da tako mentalno in dalje, ali poporodne depresije, ali kakorkoli, tako da, ja, no, tek, marsikaj da. Kdaj po porodu si začela pravzaprav spet tekati, tekljati, žogati, teči? Za marsikoga pri obeh zelo prehiter. In sicer pri Lari, po mojem, 3 tedne po porodu, pri Luci pa mislim, da že, ja, isto 3 tedne. Celo pri Luci sem celo šla že na prvo tekmo dober mesec po porodu, kar je za mogoče marsikoga. Takrat sem bila rajši bolj tiho, nisem s tem glih zahvaliti, ker marsikdo ima pač svoje mnenje o tem in je res, pač treba je paziti na mišice medeničnega dna in tako dalje. Ampak jaz priznam, da sem se sploh po drugem porodu super počutila, res super. Bom čisto rekla, drug porod je bil tako hiter, da mož ni uspel priti. Tako da je bilo super. In tudi potem zdravljenje, kako bi rekla, zaradi tega potlej sem si upala, no, iti tako hiter na prvo tekmo. Potem pa v bistvu te kar hiter potegne, sploh po drugem je bilo tako, da vidiš, da ti uspeva in tako te to še malo bolj noter potegne in pač v resnici na porodniški sem si prvošla po moje največ tekam in kar gre. Tako da, ja, porodniška mi je bila super, no. Tega se nista, sploh pa druga. Toliko si te pohvala, da prvič mož je zamudil, ker pomeni, da nima nobenega dela. Pol ti si imela na porodniško največ tekem, si tako rekla, kot da počasi bo treba še enega otroka, da mu spet lahko malo več tekmovala. Mislim, da zdaj sem pa, kar se tega tiče, zaključila. Vsaj, ne vem, zdaj pač skupaj z tem, da pišem doktorat, zahteva svoj čas, no. Je se treba fokusirati in leta pač doma 2 otroka. Vse zahteva svoj čas, no. Se moraš posvetiti glih tako. Mislim, ja, pravi, 2 otroka, doktorat, služba. Mislim, v bistvu ti pišeš doktorat oziroma raziskuješ, pravzaprav to je full-time job, pravzaprav. Ne imaš, kako si ne predstavlja, kaj je to mladi raziskovalec, ampak to je v bistvu delovno mesto, kamor hodiš v bistvu za 8 ur na dan. Ne? Tako, čisto normalno. Potem pa v bistvu v okviru tega, kamor si dodeljen, ti potem imaš mentorje, ki ti odredijo še dodat pač delo za doktorat, to je nekako tisto, kar je tam, potem pa še neko zraven delo, recimo ostale, ki so marejevke, imajo pač delo na kliniki, recimo, tako da se pa tukaj lahko tudi zelo razlikuje, koliko eni dobijo dodatnega dela in drugi ne. Jaz priznam pač, ker sem presedlala iz precej drugih voda, se še učim pač veterine. Tako da tukaj ta del trenutno mi je olajšano, kar se tega tiče, je pa študija veliko, zato ker pač ni manjka veliko znanja, kar se tiče anatomije trenutno, recimo, zato ker moje delovno mesto je trenutno rezanje divjih prašičev, jazbecev in medvedov. Tako da to včasih, ko omenim, dobim zelo mešane poglede. Ampak en mora opraviti to delo, ja. Res je. Meni ni nič zoprno, oziroma po moje fajn, če imaš prej otroke, zato ker palci na vse fakte in ostalo že navajen. Tako nekako. Tako da mi nič ne navadnega. Oziroma mogoče, ker sem risala, kako bo prvič, ne vem, medveda razrezati, pa bo to ful drugače, ne. Pa moram reči, da mi ni
to bi zelo presenečen. Kvečemu mi je zelo všeč delo, no, tako nekako. Tako da z vse nadaljuje. Zdaj me bo neizmerno zanimalo, učiteljica biologije in kemije, poznam tudi sam kakšno, ne? Potem v svojih 20-ih presedla na veterino, a ne? Medvedom in divjim prašičem, a ne? Mislim, kje je ta zasuk, odkje je to zanimanje, kje te je potegnilo to, si bila že v stiku s tem, si delala že z živalmi, res se me zanima, zakaj veterina in živali in tako naprej. Jaz sem vedno rekla pač, kako že go with the flow. In v resnici je bilo malo zanimivo, da kad sem po porodniški prišla nazaj v službo pač učiteljice biologije in kemije, in vmes sem peljala učenca, s katerim sem se pripravljala tudi tekom moje porodniške na državno tekmovanje iz kemije, zelo uspešen vrhunski učenec in tako. Potem pa v bistvu njegova mama, moja zdajšnja mentorica, rekla, da ima prosto mesto mladega raziskovalca in če mogoče poznam koga, ki ga zanima. Potem sem pa zvečer prišla domov in začela razmišljati, da pač veterina me je od nekdaj zanimala. Ker sem bila v prvem razredu, da bi bila jaz veterinarka. In potem mi je mama rekla, veš kaj, ampak veterinarji morajo pa teleta ven vleči, tako da to pa ti ne moreš delati. Tako v redu, pa ne bom, pa novinarka. No, pa nisem novinarka, ne druga. Ampak zdaj imam pa spet nazaj možnost tako nekako svoje želje še iz otroških let izpolniti. In takrat pa, ko sem razmišljala, sem poslala mentorici pač, da me zanima. Tako da je potem so potekali razgovori in so me vzeli. In bila sem strašno vesela, no, ne bom lagala. Bila sem zelo vesela za to priložnost. Pa potem v bistvu septembra, ko sem prišla nazaj za šolo, priznam, da sem imela pač tudi tak maškrč, zdaj pa treba pač vse to, kar sem do zdaj imela, pustiti, vse otroke, ki jih poznam, na katere se navežeš, vsi problemi, ki so jih pustiti in tako dalje. Tako da je ta switch je bil čustveno težek, tako z tega stališča, sploh tako slovo otrok, sodelavcev in tako dalje, ampak se pravim, pač greš pa probaš nove priložnosti, no, tako nekako. Včasih se nasankaš, včasih ne, zdaj enkrat moram reči, da je bilo super. Imela si pa zadostno podlago, se pravi, pogoje si izpolnjevala, ne, naravoslovka kot taka si bila, kakšni so bili pogoji, najbrž vsak, ne glede na to, kaj ga zanima, pa če nima neke izobrazbe pred tem, ne more postati mladi raziskovalec, doktorant in tako naprej. Ja, tukaj je pač zdaj vsaj to, kaj nekaj imam biologijo pa kemijo narejeno, pač neko podlago imam. Jaz takrat sicer sem prišla vprašati predstojnika, a je v redu ali ne. In ja, so rekli, ker je to interdisciplinarni študij in je v bistvu biokemija oziroma biomedicina, lahko pride marsikdo noter, ki ima neko podlago iz kemije, no, tako nekako oziroma biologije, tako da temu profilu sem ustrezala. Je pa res, da ta let pa je bilo malo več v splošnem več prijav za doktorske študente, ker prejšnja leta ni bilo, tako da smo se zgledali, da nas je več zganil, pa videli, da je mogoče fajn priložnost. Država ti v bistvu vse plača prek Arisa in imaš financiran vsa 4 leta, ne, na letni ravni in ja, je dobra priložnost, no, ker drugače pač, ne vem, doktorski študij pride okrog 16-17 tisoč evrov, zdaj, če te to ful veseli, super, samo tega denarja pa najbrž marsikdo vključno z mano nima, da bi si zraven privoščil. Poleg tega je pa še tako, ne, doktorat poleg službe je res zahtevna stvar, tukaj imaš pa možnost dejansko biti po en stran plačan za to, da delaš doktorat, kar je super, kot tega stališča. Se pravi, kaj je pa tvoja tema zdaj doktorata, na čem razsvetliš? Jaz delam v bistvu na rodenticidih, torej rodenticidi so snovi, s katerimi zastrupljamo gledalce, ki so pač na poto, podvejane miši in tako dalje. In problematika, ki se pojavlja, ki se v bistvu zdaj zadnje čase ugotavljajo na veterini, je ta, da te rodenticidi, ki jih nastavljajo kot vabe, jih pojedo miši pa pojedo potem tudi divje živali, kakor trenutno so bile recimo v eni raziskavi od moje mentorice podane lisice, kjer so ugotovili konkretno enormno povečanje rodenticidov v jetrih, tudi ostalih, in to pa pomeni, da v bistvu tudi pri ostalih živalih pride do tega, kar je glavno pri rodenticidih, notranjih krvavitev. Tako da smrt, ki nastane, ko en gledalec poje tako vabo, je zelo zoprna, ker izkrvavi počasi,
Po drugi strani pa zelo zanimivo, da ta isti rodenticidi so v medicini predpisani kot antikoagulanti, torej proti starjevanju krvi, varfarin pri človeku. Je pa res tudi, da je zanimivo zdaj, ker delaš pač, ker že pišeš seminar, ti pomagaš seveda zraven s ChatGPT-jem in večina spojin, ki sem jih zdaj vpisovala, potem ChatGPT vmes mi je ven vrgel, če slučajno delam samomor, da je vedno na voljo pomoč. Jaz sem tisto gledala, da sem napisala, zakaj pa to treba. In pač jaz se tovrstne snovi uporablja pač tudi za samomore pri ljudeh, je kar nekaj kliničnih primerov iz tega. Strupno pogane da pravzaprav, ali kako? Ali Ja, z zdravilom proti starjevanju? Ja, v bistvu lahko je zdravilo proti starjevanju krvi, če je v zelo majhnih merah, pa zelo nadzorovano. Pač tudi tukaj je to zelo tako, nekateri zdravniki, sploh v Ameriki, kar študije pravijo, ne radi predpisujejo. Medtem ko pri nas, pa če greš ta prvi Merkur, lahko dobiš celo saržo tega, pač različnih, tako da je in nažalost tudi zelo malo nadzorovano. V Sloveniji in v Evropi bi bilo moglo biti bolj. Tako da bomo videli, kaj se sicer dogaja. No, pa pač ta raziskava raziskovala, kaj se dogaja še pri divjih živalih, ki pa pač posredno od drugih dobijo to. To se pa nalaga v jetrih in ne gre kar tako ven, tako po domače povedano. In na koncu, če bi to ful razširili, tudi ljudje, sploh lovska družina, pa tako veliko se divjih prašičev poje, salame predela in tako dalje, in na koncu tudi mi to dobimo. Tako da je ena taka študija, ki ni samo za živali, ampak konec koncev lahko vpliva tudi na ljudi. Bomo videli pač kaj. Vsaka raziskava, ki celota pač lahko pol tudi nadalje dobi veliko širino. Končni cilj je, da pač enkrat izumimo rodenticide, ki nimajo toliko negativnih učinkov na vse ostali živali, ki pridejo v stik s tem. Ja, ena zanimivost, v bistvu je rodenticid tudi ta isti vitamin D3, ga imamo pač zato, da ohranjamo mi močne kosti. V večjih količinah pa povzroči ta isto pač notranje krvavitve pri gledalcih. Lepo take zoprne smrti umrajo, no, ponekad. Tako da pri kemiji je vedno tako, da je vsaka, to že pa kot učitelj kemije poučuješ, da vsaka snov je strup, odvisna pa samo količina. Tako nekako. Misel dneva, spoštovane, prevedemo, kako bi to prevedli na tek, ne? Tudi tek je strup, če ga boste uživali v prevelikih količinah, ja, ne, ampak pravijo, da teka se ne moreš prenajesti, ker boš prej padel dol. Koliko je najdaljša razdalja, draga Nastja, ki si jo ti v življenju pretekla? 30 kilometrov po mojem, nikoli nisem šla maratona. Vsak let ti rečem, da ta bi pa šla, bi časovno ne zmešam, kakorkoli. Tako da mogoče je pa 2026 let, ko pa grem končno enkrat en maraton preteč. Prišepnil ti bom, da je letos v Ljubljani 30. maraton. Samo prišepnil ti bom, pa unim, ki poslušajo okrog tebe, ki ti jo darila pohval za... Mislim, tih bodimo. Kaj da nisem več rekel? Ti nisi bila, te kažica, ves čas, menda si bila tudi plavalka, to drži? V bistvu, moja zgodba je sledeča, da jaz, ko sem končala srednjo šolo, je bila moja prva izbira fakultete DIF. Zelo sem se želela postati učiteljica športne vzgoje, ampak pač DIF ima na začetku tudi te sprejemce, kako bi rekla, izpite. In jaz sem se strašno zbala plavanja. Kaj to pa ne bo šlo, pa se je še moj oči takrat rekel, da je bolj šla plavati, ampak pač torej zna plavati, tako da mi ni mogel eks naučiti. V bistvu takrat sem rekla, še moja učiteljica športne Zlata je rekla, da me bo tudi mogoče malo naučila, ampak takrat potlej sem videla, da mi ne gre toliko, oziroma pač tiste 2 uri, kar sem delala takrat še ekstra v Tivoliju, pač niso bile zadosti. Tako da sem se počutila zelo neopogumljeno in nisem šla sprejemce in da sem odločila za študij biologije in kemije, pa mi ni žal. Sem pa potem kot učiteljica imela možnost iti na izobraževanje za učiteljico plavanja, tako da sem pa vse to skorda naredila, samo da me je potem ta druga nosečnost malo zabremzala, ker mi je ginekologinja rekla, da takrat pač ne smem v bazen hoditi. Tako da potem nisem uspela dokončati ta zadnjega modula in ga bom, upam, da ta let. Tako nekako, ostalo imam pa narejeno. In potem boš še učiteljica plavanja, povrh vsega. Ja, športni delavec 1, mislim, da imam uradni naziv. Ampak ja, upajmo, da bo šlo. Mislim, mnogo talentov se skriva v tebi, ampak
Zdaj me bo zanimalo, kje se je tek pritaknil v tvoje življenje? Ja. Jaz v osnovni šoli mi je še kar šlo, vem, da enkrat sem me poslala na Ljubljanski maraton, ki ste v osnovno šolo, pa tisto ni bilo nič posebenega. Potem srednja šola nisem nič kaj dosti, skozi sem tako malo tekla, ali kaj bi rekla zase. Potem je bilo moja prva tekma je bila leta 2021, mislim, da ja, Julian Alpstrail. In takrat se mi je zdelo ful fajn, da sem uspela, mislim, da pride tako med prvih 20, mislim, da tam nekje. In se mi je ful fajn zdelo. Tako da zdaj treninga se mi je zdel dober rezultat. Potem sem imela pa takrat še v srednji šoli sem delala, tako da niti ni bilo časa nekaj ekstra za tek ali kako bi rekla. Potem je bila pa prva tekma, ker sem videla, da mi gre, vzpon na široko in tam me je čist sezul pa presenekal. Na tekmi sem še prišla in sem si mislila, koliko so vse dobre tekačice in kaj jaz tam sploh delam. Pa vem, da je bila tekma, pač, ko smo štartali, članki mi malo bolj grejo, ravnina bolj katastrofa. In vem, da nekje na polovici proge si mi rekel, da sprva si. Mislim, vem, da sem tekla še, to pa ni res. Šla sem zadrla nazaj in tekla do cilja in potem sem učila, da pač mi je uspelo prva pridati. In takrat me je pa potem zagrabilo, da bi pa hodila na tekme. Fajn se ti zdi, ko dobiš tako neko priznanje, mogoče manj truda, kako bi rekla. Sem pa pač skozi vmes športala, kako bi rekla. Pač malo sem kolesarila in faks, pa tekla pač tako vmes, ampak nič resnega. Tako da v bistvu mogoče od tega vzpona široko dalje sem pa začela na tekme hoditi, pa da sem je fajn zdaj, ali kako bi rekla, ampak pač ja, krajše razdaljeno. Toliko, koliko je bilo časa v otrocih. Vzpon na široko je super dirka, tudi za pokal šteje, pa državno prvenstvo, pa vse sorte se tam dogaja, ampak vseeno je taka, bom rekel, malo nišna dirkica, ne, ki jo, bom rekel, čisto vsak začetnik pa ne najde, ne izvoha, ne pozna, kako za božjo voljo si ti najdla ta vzpon na široko. Sploh ne vem. Moja sem takrat gledala, da je bilo datumsko, da smo takrat prej in smo družinsko šli, mislim, da je bilo to. Drugače pa ne vem, kje sem dejansko ga zvohala. Predvsem se mi je zdelo fajn, ker sem imela toliko dobre štruke po tekmi. Tako da to tekmo moram res pohvaliti. Zelo gostoljubni, v splošnem tak res dober občutek. No. Tako da mogoče glih zaradi tega, ker je tam toliko fajn občutek vsega, sem pa nadaljevala z ostalimi tekmami. Ja. Ne vem pa, za ostale tekme, pa mislim, da sem na Facebooku naslov maraton nekako bolj spremljala, kaj se sploh dogaja in iz tega ven pol gledam, če gremo kakšno od ostalih tekem. In je tisto neka motivacija za naprej, kako bi rekla. Odkje ti pa, prej si omenila, da hranci grejo bolj kot ravnina, pač ta talent za vzpone, ne za ravnino, ponavadi, po rekel, začetnice krožijo, kje poravnam ti koj v klanec, odkje imaš to željo? Ja, to je pa bolj zaradi tega, pa z možem bolj začela v hribe, oziroma precej pa v hribe hodila, tako da klanci so mi že zaradi tega od nekdaj bolj všeč. In tudi že takrat, leta 2018, sem menila, da bova šla v alpinistično šolo in kako bo fajn, da bo alpinista. No in potem šla na tečaj. Tako da je to zame bolj v vodo padalo. Mogoče pa, ko bom starejša, bi tudi upisala. Ampak hribi so mi bili pa od nekdaj zelo všeč, zelo blizu, tako da ja, bolj iz tega naslova sem klance bolj terala, kako bi rekla. Je pa res, da pač sem vedno uživala v teku, tudi navzgorno, ker sem že od nekdaj bila bolj hiperaktivna. Kaj drugega, moja sestra bi rekla, imaš li kri tadi tade. Ampak to pač je, se pravi. To probaš pa izkoristiti vse popri. Tvoj dragi mož tudi teče? Ja in ne. Zdaj dela šolo za alpinista in mu gre odlično in splošno mi je vsemu vrhunski, kar se tega tiče. Pa ne, vsaj ne tako, kot jaz, no. Ga pa veliko bolj pač hoje v hribe zanima, trenutno turna smuka, oziroma to smo se zdaj skupaj lotila, nekaj, da se še jaz priklopim, čeprav sem v temu zelo zaničen. Pa tudi sicerno, tako da če bi že gledala na ta način, kaj ima kdo, jaz imam tek, on pa alpinizem. Tako da se pa menjajo med sabo.
Mislim, perfektno, kako pa je on recimo sprejel to, da hodila sta se po hribe, pa na Triglav, pa tako naprej, pa plezati, pol si pa ti začela tekmovati, a ne? Pa rekel, zdaj bomo pa s tabo hodili na te dirke. Ja, to me je vedno zelo, zelo podpiral. In glih iz te podpore pač sem se sploh lahko šla tekmet. Ker če tega ne bi bilo, pa moje sestre, ki so bile na tekmah zelo velikokrat, da so hčerke popazile. Tako da tukaj pač ta podpora je bila ogromna. In tudi nikoli mu ni bilo odveč, merkat hčerk, pa navijati. V splošnem je pa najbolj cenim to, res najlepše priti v cilj in videti njega in hčerke, ki navijajo. Tako da, ja, zakaj tečem? Predvsem zaradi tega. Tako da to je eno tega. Pa zaenkrat, ja, izbiraš pač te krajše razdalje, kar je super, v bistvu, da te hitro lahko pričakajo. Zdaj, rekla si 30 si odlaufala že na tekmi ali za sebe bolj? Ali... najdaljša razdalja je bilo po moje K24, kaj je bilo 24. Oziroma, ne, pardon, najdaljša razdalja je bila Triglav trail tek, ta je bil 26 kilometrov. To je bil prvi tak res daljši in spolzak in divji. Tako da je tista tekma tudi zanimiva, pa predvsem na tej tekmi mi je bilo res všeč to, zakaj predvsem tečem, ker tam res poznaš, kdo je tako prijatelj v sreči in v nesreči. Takrat smo z eno Italijanko tekla in je bila kar zanimiva zgodba, zato ker ni bilo najboljše značen, pa zelo slab vreme je bil in je bilo vse skupaj 26-70 kilometrov in je ena Nemka pred nami je zavila in noben mi nič povedala. Ena Italijanka je šla pa že, res je bila dobra, vrhunska in je šla že čisto naprej, ker je proti luknji že. In takrat me je še na uri opazila, da pač nekaj ne štima, tako da sem se začela za njo dreti in je prišla nazaj pol, tako da nas je kar nekaj, kar smo pač narobe zavili, pol šlo prav, ali kako bi rekla. Ampak tukaj se res vidi, kakšen človek si in ona se mi je pol zahvalila in še zdaj so včasih v kontaktu, ali kako bi rekla. Res je bila prijazna in tako dalje. Medtem, ko glih, tukaj je bilo zelo zanimivo, da pač tista kot druga tekmovalka je pač videl se je, da ve, da bi lahko zakričala drugim ali pa karkoli, ker je bilo še kar nekaj moških v zadnji, ko so eden je zelo preklinil, ker je videl. In je bila tih in je šla. Tako da tukaj na tekmi se mi zdi, da zelo pokaže, kakšen človek si pa koliko. Tudi jaz bi rekla, da ni vse samo v mestih, ampak tudi tako, kot drugim pomagaš, opadaš. Sicer jaz te krajše razdalje, ki laufa mogoče ne toliko, pa najbrž si daljše razdalje še toliko bolj razlika, ampak se že tukaj tudi kaj takega pokaže. Ja, trail tek ni za manj, pač ja, tovariški večkrat, a ne, ja, na dolgih prav gotovo, a ne, tudi na krajših očitno, ker je več dejavnikov, ki vplivajo na tekača samega in več nepredvidljivih situacij. Na cesti morda bistveno manj, pa bistveno lažje doseči človeka, ki se mu kaj zgodi z nekim rešilcem, tle v hribih je pa Bog pomagal marsikaj, a ne, in tle pomoč sotekača zelo prav pride, ja. Ja, ker tudi jaz sem bila že kar parkrat hvaležna, ker se nekdo za tabo zadere, ne malokrat zdaj recimo na Go for Trail, pa je bilo tekmo, ker sem že tekla, pa tako dalje, ampak kolikrat sem že doživela, da se nekdo za mano zadere druga smer, ali pa levo, desno, pa in tako dalje. Če ne bi pač tega slišala, bi lepo šla v maline, nekam po svoje. In sem zelo, zelo, zelo hvaležna za pač ta kolegialen odnos, zelo velikokrat sem ga že izkusila, tako da pač tudi sama upam, da čim več v tej smeri naredim. To se mi zdi najbolj pomembno, da si med sabo pomagaš. Lepo povedano, spoštovane, prekletstvo, če si prvi, je to, da lahko večkrat zgrešiš. Tako da mi, ja, običajni smrtniki, ki se nam to ne dogaja, ker imamo zmeri pred sabo toliko ljudi, da lahko vsi zaidemo ali pa pač nobeden, ja, tebi se to dogaja. No, ampak, koliko treniraš, Nastja, oziroma koliko si trenirala po prvi nosečnosti, pa zdaj ali skozi isto? Ja, bolj, skozi isto ne. Na porodniški sem lahko več, zato ker pač si doma, hčerka sem dala voziček, tako šle. Potem pa pač pride šiht, z njim obveznosti, otroke naložiti in tako dalje, tako da tega manj, oziroma sem si mislila, da je manj, čeprav zdaj, ko sem gledala konec leta na sprave, mi je bilo presenetljivo, da sem uspela okrog 1900 kilometrov narediti, kar
prejšnja leta nikoli. Tako da je svoj vrstna motivacija, za ostale upam, da mi uspe 2000, če se bo dal, bomo videli, kako se študijem. No. Ampak v povprečju pa mislim, da tam nekje 40 km tako, no, tam nekje pretečem, včasih več, včasih manj. Odvisno je, kako se zmenim. No. Še največ odtečem, če se z sestro po očetom zmenim, če gremo kakšna na daljša razdalja. Sicer pa sama pa tako nadaljno tam nekje na vsake 2 dneva 5-10 km, če gre. Pa zdaj bo je malo lažje, ker smo kupili tekaško stezo, tako da pač, ko je že začel še energije, ostane toliko, recimo, da odtečem. Že zdaj si bila nepremagljiva, kaj bo šele zdaj? Ne se ne pretrenirati, Nastja, prosim, ne. Ni pač prav, da se ne bom mogla. Družina je tekla, sestra praviš, oče so že prej, so se zdaj? V bistvu je težko začela, oziroma skupaj predvsem z očetom. On me je tudi najbolj navdušil za tek, že zmeraj, in me tudi pri tem zelo spodbujal. Zdaj pa odkar sem začela mogoče malo več potekam hoditi, se pa tudi sestra pridružila, tako da gremo kdaj skupaj in je prav luštno. In tudi največ mi pomeni, ker smo šli ena parkrat tudi familiarno tekme, za Plana Trail recimo, to mi je bilo super, čeprav je oče je zgrešil, tako da je šel na mest krajše razdalje, celo to dolgo pretekel, ker je overachiever, tako da vsakemu čast. Ampak ja, familiarno mi je najbolj luštno, da gremo, pa da na koncu tek predvsem povezuje celo družino. Take tekme so mi najljubše, no, tako nekaj. Mislim, kako pa zbiraš zdaj, rekla si, koledarček svoj polniš proti ali naprej, že kakšne stvari moraš planirati, Julian Alps, je vse dan, pol leta prej. Mislim, življenje te začne, da je najboljš maksimalno en mesec prej, če se le da, ker pač ne veš, kako bo z boleznimi otrok. Recimo, december 2025 je bil divji, od rotavirusov do kašelj, smrklov in tako dalje, tako da smo vse bolezni po moje šli razen noric. Tako da to še čakam, zdaj, ko sem to rekla, najbrž januarja se še to, ne vem, bomo videli. Ampak se zna zgoditi pač na tekmo, da so otroci bolni, da ti za noč in tako dalje, čeprav moram res potrkati, da se mi to zelo malokrat zgodilo, vse pa lahko. Tako da na koncu je najboljš res en mesec prej, da se prijavim, sem dosti tekem tega nekako ne dopušča niti. No, tako sem recimo mislila za Knap Trail, da se bom prijavila decembra, pa mi že zdavni. Ja. Tako je, tako da zaenkrat pa planiram Barski maraton 4 občin, tega še nisem šla, tako da sem kaj rekla, da bi šla. Pa z družino, pač sestro, pa očetom grem na trail po Kraških klasih, tako da tega smo prvišli. To je še kmalu, zdaj le marca, ni to? Ja, rejte, tako da smo šli prav gor laufat, zdaj v času zimskih počitnic. Kad so bili ostali na snegu, smo se mi ganjali po Primorski Buri, pa da nas je lepo prepihali, pa pobijali po kamnih, ampak je bilo luštno, tako da ne bi zamenjala. Mislim, da ta trail je še odprt, da ima še prijave proste, tako da spoštovane. Če so ostali vaši teki razprodani, pejte na tek po Kraških klancih, pa bo super. Marci, pa še čas imate za trening. Ti treniraš, Nastja, tamle pod Krimom, si doma nad Barjem, ja, greš gor, greš okrog, kam greš? Načeloma včasih sem zelo rada šla gor, zdaj pa nimam časa. Tako da zdaj grem po šihtu, če že na hitro teč po Ljubljanski ravnini, tako da zadnje čase sam pač to, da malo tečem, nikoli ne grem več strukturiranega ali pa kaj, ko bi rekla, pač to, kakor nam energije, kaj zadnje čase bolj premankuje, če priznam. Tako da zaenkrat klanci res skoraj nobenega. Je pa res, da pač pri vikendih zdaj so se itak z možem bolj navdušen nad turno smuko, tako da se zdaj še malo v temu noter in je, kar se teka po klancih tiče, bolj nič. Tako da pač vse vemo, koliko je časa, no. Tako nekako. Pa pač prideš na tekmo, pa vidiš, kaj te čaka, tako nekako. Vseeno, navdušuje, tvoje rezultate sem še vsem pogledati, ne? Na hitro, pa tako, kot si rekla, ja, na prvi
dirki si bila med 20, a ne, in to bila tvoja daleč najslabša uvrstitev, zdaj ponavadi so številke tam od 1 do 3, kakšna 4, sem pa tja 5 in tako naprej. Prej si rekla, da si na DIF-u delala sprejemce. A imaš predispozicije za vzdržljivostne športe? Imaš neki, si talentirana malo za šport, v katerem, bom rekel, si odlična, pa ne bom rekel, da malo treniraš, prej si povedala, koliko treniraš, ampak vendarle, a ne, uspeš zmagovati pred puncami, ki morda, a ne, se pravi, tudi vadijo, ampak si dobra, imaš to podlago v genetiki. Najbrž. Sestra se predvsem vedno zafrkava, ker reče, da sem freak, ker imam eno hibo, ko se reče, da če nikoli ne prepne po teku, ne raztekujem, ker tega ne maram. Ne vem pa, ali res boljša ali slabša ali kakorkoli. Jaz bi bolj rekla, da na koncu je vse v glavi, pa koliko uspeš držati tisto 1 uro, recimo, ko se teče nekaj 10 kilometrske razdalje. Je pa res, da pač na koncu se itak pozna, kaj ti bolj leži. Meni so recimo klanci navzgor super, to mi je tako. Največje trpljenje na svetu mi je pa ravnina. Tako da zato mi je bil ta let ena prijetna presenečenja, da sem sploh uspela recimo Ultra Trail Vipavo odteči, ker je bilo zame hudo trpljenje. Je veliko tekaških delov vmes, ne? Ja, tako da te ravnine so meni zelo težava. Medtem ko klanci so mi pa, ne vem, rada jih imam, pa ne naveličam se jih, no. Vedno mi je tako še vrstno doživetje, sploh zato, ker večinoma je tako povezano z gorami. In če bi rekla, kaj mi je najljub, pa če bi mi kdo to lahko plačal, pa bi se cele dneve drajsila po gorah. Palice, ne palice, vezno palice. Joj, to je ena zanimiva zgodba. Zaradi sem garcem od moža dobila palice, neki drage, zelo drage. In mož vas še rekel, da pa jih probati. In jaz si grem probati in tako pač, sorry, ampak katastrofa, zelo težko. Jaz sem bila, da meni palice strašno vzamejo moč, zato ker imam pač toliko švoh roke. Zdaj, ko sva pa šla turno smučati, recimo, so pa palice nujno potrebne. Tako da, kaj pa vem, mogoče, če bi trenirala kaj roke, pa bi jih natrenirala, pa bi palice bile super. Tako sem pa kadarkoli, če recimo tekma, pa ne vzamem palic, ker so mi totalno neuporabne, tako nekako. Zanimivo, ampak ko se ozreš recimo okrog konkurentkah, ima večina palice na teh krajših razdaljah, ki jih ti tečeš, prav 12 do 20 kilometrov. Ne, palic ne opazim. Po mojem, da so bolj za daljše razdalje, pa tudi sicer, kaj povem, mislim, ne vem, zdaj recimo, ker je bila tekma na Kamniško sedlo, ne vem, če kakšno imela palice. Ne, pa tam bi pa že prišle prav skoraj. Mogoče, nisem bila niti pozorna, no, ampak recimo tukaj se res pozna v klanci in to me je naglih ta tekma, ko je bilo Triglav Trail Run, 26 kilometrov. Sem prvič videla pač so tekmovalke, ki so bile izkušene, da se uprejo v kolena pri teku navzgor. In to se mi je zdelo takrat no, pa sem videla, da je to energetsko super, tako da vsak, ki se loti, priporočam pač, oziroma ena zelo smešna stvar, ki je ne rada priznavam, ampak na kaklive na Kamniško sedlo, jaz sem tekla kot kšanc, roke sem dala pač tako nekako in sem videla, da mi ful paše in sem pač upala, da me nihče ne gleda. Ampak meni je pomagali, tako da pač se zajdeš, tako nekako. Videl sem več tehnik, ja, vzpenjanja recimo pri gorskih tekačih. Ena je res, da se drži za stegna, a ne, pa v bistvu s tem na en način vlečeš naprej, kot pri kolesu. Druga stvar pa je, kot praviš, ja, da roke v bok, a ne, pa nagib naprej, pa se s celim telesom nekako pomikaš, a ne, ker z rokami nimaš več kaj za početi tam. Gorska tekačica si pravzaprav, a ne, če te prav poslušam. Ja, in se mi poraja zdaj vprašanje, te je kdo že, bom rekel, kontaktiral morda iz reprezentance in tako naprej, vendarle si, bom rekel, obetavna tekačica ali pa, če bi rekel, v takem širšem krogu kandidatka morda tudi za kakšno resno tek. Mislim, ne, kontaktiral me ni nihče. Ne bom lagala, da bi bila vesela kontakta, ampak malo sem prestara za te stvari. Ne,
Mislim, nikakor ne bom dejal, no, saj sem imel pred časom Tadeja Sredinška, ki tudi ni več najmlajši, čeprav izgleda precej mlajši kot je, pa je bliže, bom rekel, 40 kot 30 letom, pa je tudi bil v reprezentanci, recimo, pa še kakšnega bi lahko naštel, bom rekel, tudi že veterana, ki se še uvršča, ali pa veteranko, če smo že pri tem, ne, Lucija Krkoč, Ja, no. mati pa ga tera, ne, pa je tudi najboljša. Tako da jaz mislim, kar se tega tiče, prosto je pa res, ne, da bi potem morali najbrž izbirati te izbirne, pa državne, pa tekme, kjer se pač te stvari oblikujejo, da še malo bolj opozoriš nase, če še nisi. No, tako, Najbrž, ja. Tem se nikoli nisem ukvarjala. Bi bila vesela, ampak ja, nisem pa nikoli gledala, no, katere tekme dejansko, oziroma na koncu tako gledaš, da te tekme sovpadajo s tem, ne vem, zdaj recimo bom imela izpite, tako da pač prijava na tekmo odpade. In tako dalje, dostikrat sovpade s tem, ali pa recimo prej, dokler sem bila še v učiteljskem poklicu, glih maj pa junij, kaj dosti tekem je tudi v šoli zelo noro, no, tako da težko gre vse skupno, tako nekako bi rekla. Tako da na koncu sem rekla pač hvaležna ti za tako priložnost. In jaz sem zelo hvaležna za to pač, da lahko sploh grem na tekme. Že to je, razmišljam, hitro lahko dobiš kakšno poškodbo, mene je bilo to še prezanešeno zaenkrat, hitro lahko otrok tako da zbolijo, da pač ne moreš nič. Hitro lahko na šihtu toliko veliko stvari, da pač tudi ne moreš nič, tako da jaz sem super zadovoljna s tem, kar imam. Tako si tako lepo povedala, da balansiraš, kdo pravi, balansirati treba življenje, pa vse ostalo, ampak saj tek pri tebi je pomemben, ampak ne pa najpomembnejša stvar na svetu, ne boš ta za vsako ceno laufati in 11 zvečer, tudi če si imela tisti dan recimo plan, če se recimo kaj drugega pač podre. Ne, predvsem zato, ker energije zmanjka, oziroma nikoli nisem imela niti kakšnih strukturiranih planov, ker ne vem, pač hitro se podrejo in pol si mogoče za brez veze razočaran. Ne vem, če bi si zamislila, evo, danes bom pa 10 kilometrov odlaufala in potem pač vidiš, da to ne bo šlo, ker so taki plani. In brez veze neke hude načrte si delati, vsaj pri sebi sem opažala, pa rajši, tako se je nekaj, go with the flow. Pa vidiš, kaj bo. In se pa tudi hvaležna. Ko prvič zmagaš na tekmi, tako kot si ti, ne, ali potem, ko greš še naslednjo, ne, si sama pri sebi, če te morda ostali še ne poznajo to, ampak sama pri sebi že imaš višje cilje ali pa se imaš malo za favoritko, je to težava ali si šla čist prazna, brez kakšnih pričakovanj? Ne, ena stvar, ki te zelo dobro reči, nikoli se ne smeš imeti za nekaj več, ali kako bi rekla. Ena tekma je še prej bila, že dolg nazaj, Bovški maraton sem še, to je bilo pa že 2018, čistko. In to je bilo pa 21-ka. In takrat... 22,5 misliš, ja. Ja, daljša je, ja, tako. Tako da, no, takrat sem si mislila, če drugega ne, bom pa tole žensko, ki je pred mano, ki je malo močnejša, pa prehitela. Ta ženska je mene, ne samo, da pač me prehitela na fertik, ta ženska potem še zavila na 42, kot sem jaz pač šla tam na 21, ko sem samo pač pogledala, saj nikoli več nikogar ne podcenjujem. Tako da, kdorkoli je bila kapo dol. In na koncu se mi zdi, pač ja, ko greš na tekmo, bolj kot ne, itak ne veš, s kom boš tekmoval, na koncu itak največ sam s sabo tekmuješ. Vse je pa tudi v glavi. Pa tudi moram priznati, da recimo zelo težko mi je biti na tekmah, ker si z nekom dihaš za vrat, ali kako bi rekla, pa rajši naprej spustim, ker je, kaj pa vem, no. Ne vem, če mi je to toliko motivacija, da pač zdaj pa enega dol počeš, ali kaj. Rajši vidim, da pa gre naprej, pa na tekmah mi je v bistvu zelo fajn sam s sabo biti, sam s sabo tekmovati, koliko sam zmoreš, to bolj kot karkoli drugega. Po drugi strani pa ful fajn videti pač potem v cilju nekoga, ki ga poznaš, ki ga vidiš, recimo, ne vem, moja bivša sodelavka, odlična kuharica na osnovni šoli in strašna vrhunska tekačica. In jaz sem vedno, tako sem se dostikrat na tekmah videla, še ko sem na porodniški in tako, in sem sploh, zdaj sem res vesela, da jo vidim. Vsakič res vesela in tako dalje, in je bila ena taka velika motivacija mi še za naprej. Tako da
tekme so dostikrat tudi en tak oblika druženja. Družabni dogodek, pravzaprav razlog, da greš med ljudi, pa da se malo pomeriš z njimi, no, pa daš tekmovalnost na stran, ali pač ne vem, vendarle, a ne, bi sebe ocenila, opredelila kot tekmovalnega človeka? Odvisno, no. Zdaj, ja, na tekmo, če greš, pol itak moraš biti vsaj malo tekmovalen, to je dejstvo. Mi je pa težko za vsako ceno tekmovati, no. Se mi zdijo nekatere stvari še vedno bolj pomembne, pač, dostikrat imam veliko rajši tekme, ker pač sem na koncu še sama, kakor pa če se, ne vem, s kakšno punco tekmujem, pa pol moram prešteti pa tako dalje. Je pa res, da kdaj dobiš tudi kakšnega fanta, malce smešne opazke. Že zgodilo, da Da slišimo, ja. enega gospoda sem prektela. Navzadnje slišim tako orangi preklinjanje, tako da ne vem, kaj točno je bilo v ozadju, no, ampak se pozna, da včasih ni preveč fajn, če ženska prehiti moškega. No. Tako nekako je še malo, ne vedno, zelo velikokrat, recimo na golfu, sem doživela, da te zelo spodbujajo in tako pet naprej, fulari, če ti zdi super. Doživiš pa tudi kakšne, no, ki jim to ni povšeči. Ni pa vedno tako in sploh se mi zdi fajn, no, tiste tekme, kjer zelo tako srčno navijajo. In to pa vedno preseneti, ni nujno, ne vem, ni nujno, da je ugledna tekma, ni nujno, da je tako, in zelo velikokrat vaške tekme, v narekovajih, izpadejo ful boljše, ker je tako ogromno enih navijačev, ki te spodbujajo, ki so veseli zate, ki je tako v glavnem. Tako da na koncu jaz bi rekla, da so veliko bolj vredne tiste tekme, ki je fajn vzdušeno. Tako. In to so dostikrat vaške tekme, kako bi rekla, no. Tako nekako. Je zaznati izjemen, rekel, naval, pa tudi porast udeležbe na vaških, kot jih omenjava, ali pa manjših, ali pa tistih srčnih prireditev, ki obstajajo nekje 10, 20, 30 let v nekih okoljih, ki privabijo, ne vem, tudi samo 30, 40, 50 tekačev, pa vsem zadevo izpeljejo, bom rekel, založijo pač vkrečevalnice, pa poskrbijo za to, da so ljudje veseli, kot pa tam, ko je, ne vem, 3-5 tisoč ljudi, kaj pa vem, no, ampak saj si bila, ne vem, na Julian Alps, ko se ti pa tam zdelo, to je pa že malo večja mašinerija, ker pa tudi nisi več samca tam, ker je toliko ljudi že napremlji. Ta je itak masovka. Zadnji, ko sem bila, je bilo, kaj pa vem, je bila zanimiva izkušnja, zato ker so nas vse popikale. Kar precej. Ja, pa mene še ne, no, sem videla, da nekatere druge punce še kar pravila, da so kar nagazile. Meni je ena glih prišla pod majico, pa me je veselo popikala, no, ampak tisto ni tako hudo. Ampak je bilo kar zanimivo, kar se tega tiče, kakor je pač taka proga, da kaj bi rekli, se ne more nič kaj. Kakor je pač isti, recimo, koncept, kakor pri Triglav Trail Runu, je Triglav Trail Run ima bolj nevarne odseke, kjer lahko kar konkretno padeš, no, tako bom rekla. In zaradi tega tudi zadnji, ko sem se ga udeležila, sem bila malo, če bi kdo rekel, nepremišljena, ker Triglav Trail, ko sem šla, sem bila 7 tednov noseča, no, tako da in takrat nisem imela to, kaj izbira ali ne. No, pa sem gledala. Ampak glede na to, da je imel vmes ene par odsekov, ki je tako zelo ozka potka, no, moraš biti previden. Tako da takrat meni je zelo zanimiva tekma, ena najlepših, ampak hkrati tudi moraš biti previden. Te recimo mož ti ni odsvetoval, recimo rekel, Nastja, ne iti vendarle, a je 2 meseca? Ne, me je pa zelo podpiral, tako da jaz v bistvu pri drugi nosečnosti, no, sem šla to tekmo, tukaj sem bila zelo prijetno presenečena, ker sem v bistvu zmagala in je, kakor sem si predstavljala, da pač bom šla lepo počasi, no, pol je pa kar letelo. Tako da je bilo fajn. Pa šla sem še Šmarno goro, takrat sem bila 14 tednov noseča, pa si pa nisem več upala, no. Tako da do takrat je še nekako šlo, pa si pa že malo preveč zajeta in pa ni več fajn. Ampak težav pa nisi imela, da bi, ali pa kakršnih koli, no, da bi ne bi imela prave moči, da bi, kaj pa vem. Ne, mene je v bistvu tek zelo velikokrat reševal zdravstvenih vidikov, recimo, ne vem, pri slabosti, ker sem imela še takrat na začetku, pa tudi sicer, no, zato ker sem imela na koncu ta druge nosečnosti kar hude težave z žilami, pač če
če sem sedela preveč, sem imela noge kašlon, iskreno rečen. In to, da sem šla ven, vsaj na koncu bolj na sprehod, no, mi je zelo pomagalo. Tako da, ja, sem videla, da tekmi veliko več da, kot pa karkoli vzame, no. In sem pa zaradi tega tudi veselim. Recimo, tvoja ginekologinja je to vse vedela, te tudi pri tem podpirala, te spremljala? Jaz sem vedno vprašala, če je okej. In končno so pač tudi te zadnje smernice se spreminja, da ni včasih je bilo tisto, da ne smeš nad 140 srčnega utripa, na to zdaj pač ne rabijo. In tudi jaz, ker sem vprašala, je bilo, a ste prej tekli? Ja, ne, pač lahko nadaljujete, seveda pač ne, normalno. Zdaj, trail tek je bil pol, kasneje je prenevarno. Mislim, hitro zgubiš, no. Tako, hitro te prevaga, tako da z tega stališča pač pol. Drugače pa ja, ni bilo nobenih omejitev, kar se tega tiče, in tudi sem zelo vesela, ker je veliko več plusov, kakor pa minusov, no, tako bi rekla. Tako da je pa res pač definitivno je odsvetovano, da se to greš, če pred nosečnostjo tega ni še delo. Je pa pač začneš, ja, tako. Pa si morda spoznala potem še kakšno dekle, kakšno žensko tekačico, ki je tudi med nosečnostjo tekala, imela kakšne svoje izkušnje, ti zaupala? Ne, na žalost zaenkrat ne. Me pa zelo presenetilo, ko sem delala izpit za bolničarko na Rdečem križu, sem bila glih konc kvazi porodniške, starejša, no. Pa je bila tam v bistvu ena, nas je imela kaj ginekologinja, bila sicer, ki nas je pač uvajala, ne, pa nam kazala, kako življamo in tako dalje. No, in je takrat še v bistvu sabo, mislim, da hčerko glih enomesečno prepeljala in je rekla, da se itak zelo splača v nosečnosti vaje z utežmi delati. In je rekla pač, da je to delala do konca nosečnosti. Jaz recimo tega najbrž, glih tega pa jaz ne bi delala, zato ker sem pa res švok in bi najbrž si kaj naredila, tako da to zame bi odpadlo, za razliko od tega. Je pa znanstveno dokazano, da pač te vaje za moč v nosečnosti zelo pomagajo. Tako da bi rekla, da je to super. Če si že prej delal. No, draga dekleta, zdaj ste dobili cel kup enih napotkov. Čim prej začnite laufati, ja, da boste pol, ko boste noseče, to lahko še počeli naprej. Evo, tako, pa vaje za moč, sklece, pa raztezanja pa ne maraš, praviš. Mislim, ne da ga ne maram, sam zgubo časa se mi zdi. Drugače pa sem kar raztegljiva in imela to vedno fajn. Vedno sem rada špage delala in tako dalje. To mi ni bil problem. Ampak ja, pač, ne vem, nisem mi nikoli dal 15 minut zgubljati za to, da bom pač še se raztegnila za dosti in tako dalje. Nikoli, moram priznati, da tukaj mogoče gre za to, ker vedno pač krajše razdalje tečem, nisem imela nikoli še poškodb. Da bi me kaj maknilo, ne. Zaenkrat še valja. Bom pa videla, kaj se zgodi po 30. Pa star, kako ni. Kaj se zgodi po 30. letu, pa po 30. kilometru, evo, te fore pol pridejo. Zdaj, ja, jasno je, da tudi tebe zanima, kaj je tam onkraj. Mislim, gotovo želiš odlaufati, si pa maraton, pa kaj več enkrat, ne. Ja, definitivno. Sam zaenkrat se mi zdi, da je pač že sam maraton toliko časa traja, pa najbrž tudi treningi. Čeprav ne vem, mislim, ne vem, kako je, če prej tečeš, ne vem, skozi 5 kilometrov na dan, vsak drug dan. Je to za maraton ali ne? Ali so kakšne podforme zaradi tega ali ne? Tukaj pa, te sem pa mogoče pa kasneje spoznala. Pa mogoče pa že ta let, če se bo dal, čez poletje. Ne, povila. Ne skrbi, da ti vratali preveč všeč pol to, ne? Mogoče, tam. Moram tudi kaj za to, ki videti. To je tisto, ja. No, sej, zdaj, ali so tvoje hčer, ta mala je še dosti majhna, ta starejša, se že kaj zgleduje po mamici, bi že hotela kaj teči, že teče kaj v vrtcu, v šoli? Ja, v resnici so v vrtcu rekli, no, kakršna mama, taka hči. Tako da na krosu je pred prejšnje leto zmagala in v splošnem je ko mala petarda, tako da in tudi zelo hitro gre. In tudi na tekaški stezi gre kdaj, teč bi zdaj rečla. In dejansko je pol hitro, tako da po moje čez par let bi bom lahko tako pomahala. Ne bo ekstra prehtela. Ta mlajša je pa tako, da v resnici preden je hodila, bolj tekla, kot je hodila. Tako da je že tudi zelo hitre nogice in jo moraš kot že kar loviti. Tako da se splača teči.
Se pravi, Nastja bo šla potem na maratone, pa na ultra, samo zaradi tega, da jo hčerke ne bodo premagovale. Ja, Ne, to ne. Kvečemu bi si želela, da ne premagajo, mislim premagajo. Pač, da skupaj tečemo. No. To se mi zdi, da kot starš bom pa pol največ naredila, da imamo neko skupno dejavnost. In če mi to uspe in če mi bo všeč, bom sama sebi čestitala. Tako nekako. Bom Mislim, najbolj vesela. če ti pa po vsem tem, kar počneš, še to uspe, mislim, pa lahko knjigo napišeš, jaz na potki, za vse ostale, ker kaj si rekla še, da si delala še izpit za bolničarko, no, ko pa, To pa v bistvu itak, če si učitelj, pa je fajn, da si vse v kompletu, pač čim bolj vse smanski, pa lahko še krožko pozameš. Tako da sem takrat v bistvu še preden sem se dejansko začela zaposlovati na šoli. Moja prva zaposlitev je bila na gimnaziji pa srednji ekonomski. Takrat sem rekla, ok, bom pa pač si mogoče s tem tudi povečala zaposlitvene možnosti, če mi zraven še izpit za bolničarko, ker sem pa že na faksu. Rdeči križ ponuja tako zraven pač malo tako tutorstvo študentom, da se potem odločijo, ker izpit za bolničarja večinoma za gasilce, ne, ali tako karkoli. Ali pa pač, če si ga plačaš, mislim, da pride okrog 300 €, nekaj takega. No, in takrat sem v bistvu, ker sem vmes vodila predavanja Sreča v nesreči, so bili res prijazni in so mi ponudili pač, da lahko zastonj se udeležim tečaja. Iskreno rečeno priporočam vsakmu, no, ker znanje prve pomoči nikoli ni odveč. Pač to je, da to, kar narediš za izpit za avto, če jaz sem sama pri sebi videla, ko greš na obnovitveni tečaj, da marsikaj hitro pozabiš in marsikaj rešuje življenje. Statistika pa pravi sicer, da je tako, no, zelo velikokrat se ljudje zaradi tega, ker jih je strah, da bodo prej živeli ali ne, ali kakorkoli, ne upajo vedno pristopati. Tako da jaz upam, da se to izboljša. No. ja, jaz sem tudi na enem obnovitvenem prve pomoči, pa me je šokiral, kaj vse se je spremenilo vmes, pa mislim, tako jasnega pa samoumevnega pozabiš samo v nekaj letih, 10 pa sploh in tako naprej. Ti je kdaj prav prišlo že, no, to znanje? Si v praksi kdaj že preskočila? Ja, mislim, so bile zanimive stvari. Ne vem, od tega, da še prej sem dejansko delala to, sem bila še na Debelem rtiču, kjer smo imeli pač neke take vaje skupaj z študenti iz zdravstvene fakultete. In takrat smo pač 2 dneva aktivno preigravali scenarije, se reče, ne, kako nam je neka masovna nesreča in tako dalje. Na kar sva z možem šla, tlele, ko so imeli, ja, mislim, da je bilo pri nas, ja, v glavnem, in je gospod doživel srčen zastoj in so bili okrog gasilci. In to je bilo direkt takrat, ko sem pač prišla še iz tistih uvajanj in vidiš vsa tista nosila in tako dalje in si misliš, fajn, zaigravajo nesrečo, zakaj bi jo zaigravali tukaj. No, v glavnem, šlo se je zares in gospod nažalost je sicer umrl in vrstni zraven. Tako da srčni zastoji se zgodijo in jih malo. Statistika pravi, da marsikdaj tudi ljudje ne pomagajo, čeprav jaz mislim, da se to kar spreminja, no. Potem, ja, če sem pa sama sicer uporabila, se pa tudi oči polomil enkrat s kolesom, tako da takrat sem, no, vsaj obvezala ga lahko. Je pa res, da sicer bi pa rekla predvsem znanje prve pomoči za dojenčke in tako dalje, to so pa hitro lahko ta zgodi, kakšni utopljenci tudi, ne vem, ne bomo videli, kaj še življenje prinese, upam, da čim manj. Mislim pa, da nikoli ni slabo znati to skozi, sploh ne. Na marsikaterem trailu, ultra trailu sploh, ne, prva pomoč obvezna oprema, no, in tudi znanje, preko kakšnega prijema ali pa česarkoli bom rekel, dolgih nočeh, ko prečeš kakšne gorske masive, je zlata vredno, no, da komu lahko pomagaš. Ja. Ja, se je tudi zgodilo, recimo smo imeli šolo izlet na Slavnik, pa v bistvu ni huda pot. No, en učenec je tako žalostno stopil, da v resnici je potem si zdrobo gledam. Tako da takrat v bistvu, ja, je tudi prav prišlo. Moraš pač oblikovati v bistvu dekco, vse je pravilno dati pa hladiti in tako dalje. No, in potem smo kasneje, ko smo ga prepeljali v dolino, videli, da dejansko se moram jih hudo poškodovati. Tako da tudi na najlažjih možnih poteh vidiš, da te pa kar začne, da nesreča nikoli ne počiva. Jaz sem zvijen gležen, ko pridem s kakšnih hribov na kakšni štengi doma, pred vrati. Res, grozno. Ali naravnem, ali pa naravnem. Ali pa priješ do avta, pa iščeš ključe, pa naravnem rukneš ti. Mislim, kanalašč. Poleg vsega, kar počneš,
Na LinkedInu piše, lej, da si vodička tam v Bistri. Res je. Vodim, sicer pač to nekako, odvisen kako me piše, no, ampak večinoma vodim skupine čez vikend. To sem se pa nekako odločila v času porodniške, ko sem imela prej čas, dokler je hčerka spala, da sem se potem lahko še tekste naučila, tako da je pa res, da vodenje v tehniškem muzeju, tako kot smo se zdaj nazadnje s kolegi pogovarjali, zahteva kar precej znanja vsega, ker imamo tekstilski oddelek, ker imamo pač tisti, kjer sem jaz najmočnejša, je gozdarski pelovski oddelek, potem pa predvsem, kar obiskovalce najbolj zanima, so protokolarna vozila in pa pač oddelek prometa. To sem glih zdaj v soboto recimo vodila. Tako da ta del je, mislim, biti vodnik, vodnik je najbolj pravilen, ne vodič. Vodič je prav, da je knjiga. Tako vodnik ali vodnica sta pa sebi, ja. Tako da, ampak ja, je en tak lušten doprinos za zdravo, no. Za malo možgane, ne imeti preveč na paši, ali kako bi rekla, širiti obzorja, tako da jaz nekako sem vedno rekla, da zagovarjala, da moraš imeti skozi zaposlene možgane. Tako da iz tega stališča, kar se Bistra tiče, je toliko podatkov, da pač nikoli ne moreš reči, da to pa je naše, ker vedno še kaj novega najdeš. No, recimo imamo avtomobile, ki so bili uporabljeni v Schindlerjevem seznamu, potem razne pa tudi od kmetijskih oddelkov, tako da vsakeč, ko obiskovalec pride, ker različnega zanima, pa pač temu prilagodiš vodenje. Tako da ja, je lušten. Mislim, noro, umaknite stvari, če Nastja vidi, pa če imela pol ure cajta, se od tega lotila, mislim, se nisi hiperaktivna, res imaš ogromno energije, marsi katero dekle, ki bi tole poslušalo, bi rekla, ok, doktorat dela, to je huge, to je projekt za celega človeka. Ok, 2 otroka, laufanje, ok, kaj še za zraven? Ja, bom še malo vodila v Bistri, ja, pa bolničarka sem tudi, pa mislim, noro, mislim, res, verjamem, da si potem utrujena na konec dneva, pa da ti včasih tudi laufanje ne pride, ampak imaš pa energijo, zagon, voljo, to je pa noro, no, to me pa preseneča. Ja, je pa res, da pač vse to ob podpori, ne. Če si sam, oziroma zelo je pač odvisno od življenjske situacije. Jaz se mi zdi, da sploh na fakulteti so me najbolj naučili, ko slišiš življenjske zgodbe od koga drugega, da pač si nismo enaki in tudi ne štartamo enako in dostikrat se ne zavedaš, kaj vse ti je dano že s tem, da imaš doma družino, ki te ima rada, da imaš doma partnerja, ki te sprejema in tako dalje, ker marsikdo tega nima, pa mora glih tako peljati čez življenje. Tako da noben uspeh ni samoumeven, pa za vsakim uspehom stojijo vzadaj tudi drugi ljudje. No, zelo težko stvari dosežeš. To si super povedala. Ja, to si super povedala, čeprav, ok, ja, pri vseh tvojih zmagah, ja, imajo tudi drugi del zaslug. Imaš preštete svoje zmage, tekaške? Ne, nimam. Pa sem te dobil, nekaj sem te pa dobil, evo. Ne, nisem. Jaz sem se vedno zelo, kako bi moja mama rekla, stihijsko prijavljala na tekme, pač tisto, ki da se jutro redo, da me zanima, to bom šla. Pa pač, če vidiš, če rata, super, če ne, super, gremo na naslednjo. Pa bolj mi je tako, občutki iz tekme, ki jih prineseš. So bile dobre, so bile tudi zelo slabe tekme, mislim, slabše izkušnje, zaradi različnih razlogov, no, od stvari, ki si jih sam kriv, pa še lepa recimo zvez za diskvalifikacijo, to se mi je zgodilo na Veliki planini. Ja, to je bilo, ta zgodba je malo zanimiva, zato ker smo štartali v napačno smer in vseeno, takrat smo še trije smo bili, ko smo se malo zapodili, tako da čisto naša krivda. In šli smo v napačno smer, pa takrat sem še videla organizatorja na kolesu, smo se še zadarili, če vseeno šteje, da gremo v drugo smer, pač naredimo isto razdaljo, gremo pa v drugo smer. Srečevali smo vse ostale tekmovalce, ki so nas videli, da gremo po tej poti in tako dalje. In takrat jaz mislim, da še nekaj napor rekel ja, in smo pač tekli v tisto smer, na kar pridemo. Meni se je takrat model domov, ker smo imeli, ne vem, kaj že točno organiziran, nisem imela niti časa za podelitev. Pretekla sem več, bilo sicer
dovoljeno, kako bi rekla, ampak na koncu pač sem bila diskvalificirana in sem še vesela napisala, da sem zmagala, tako da tisto me je bilo ful sram. Tako da tisto me je bilo res sram, na koncu, ker se počutiš mogoče malo tako kot nekdo, ki goljufa, pa v bistvu, če tako pogledaš, tudi je res, ne, po eni strani. To je tudi življenje naučilo. Tako da na koncu sem si rekla vedno, če že grem na tekmo, tukaj je bila ena taka učna ura, da se čisto samo razdalje držiš in če zafrkneš, greš pač 3 kilometre nazaj, če si toliko zafrknil. Tako kot življenje, no. Ja, bližnjic. Pa sem spet pri bližnjicah pa pri življenju. Ampak ampak so pa izkušnje, so pa neprecenljive, pa zgodbe. Zgodbe še boljše, ja, no pa, pa zdaj se lahko temu počasi že smejiš, a ne. Ja. Tragično. Zdaj ni več Nisem. toliko. Ja, tako, ne. No, vračaš se na Go Full Trail, tam kar dominiraš, to ti je všeč, v Velenju si bila tudi večkrat, tudi tam si zmagala, zdaj imaš vseeno priljubljene ti trail prireditve, kamor pa se kar vračaš, če se le da. Ja, če vem, da je proga sprobana, pa da mi je všeč, mi je super, je pa res, no, Velenje trail prejšnje leto, oziroma predprejšnje leto že zdaj. Takrat, ko sem šla, sem tokrat zafrknila progo, da pač katastrofa. Res mi je šlo slabo, in pač čisto moja krivda, ne krivda organizatorja, da ne bo pomote. In sem rekla, no, tale zdaj, ko grem, ne bom zafrknila proge. Je bilo pa v drugo smer, pa sem jo tudi zafrknila naenkrat. Tako da pač se učiš, no, na napakah. Ne pomaga niti to, da imaš GPS na uri in da imaš že prej progo. Recimo ura me zdaj tokrat ni tako hitro opozorila, tako da sem, ne vem, 100 metrov zafrknila, se mi zdi. Je pa res, da recimo od Velenja trail je pa zdaj nazadnje malo bolj punca, ki je bila druga, no, je v bistvu pred mano prišla v cilj. In je pa zgleda, ni bilo označeno in je en del proge falila, tako da pač to je tam problematika pač na splošno, ker ni človek, ki bi slabo mislil, ne greš. Jaz res dvomim, da je sploh kjer tekmovalec, ki bi dejansko pogoljufal progo, no. Bolj se to zgodi zaradi tega, ker pač si spregledal, ne zato, ker si, ne vem, žleht. Ampak na koncu. Ja. In na koncu, ne vem, je v bistvu zelo, vse je tudi težka stvar organizatorja, no, da pač, ne vem, ali te diskvalificirali, kaj. Tako da tukaj so v bistvu naredili, no, ali kakorkoli bi rekla, pač bi bil pa pribitek. Je pa pri teh tekmah zelo težko, ker pač jaz dvomim, da kdo dejansko žleht misli. Se ti pa lahko zgodi in recimo so tekme, ko se mi zdi skoraj škoda, vsak vloži trud, delo, denar, ne, da pride na tekmo in potem, da se zgodi, da bi diskvalifikacija, saj fair do ostalih, zna biti pa zelo tako težko mentalno, no, ne fair. Tako da tukaj na Velenje trail se mi je zelo super, da pač recimo, ne vem, ne diskvalificirajo za predzveze ali kakorkoli, kakor je, pač ni bilo. Vem tudi, da se bi meni zdelo za butasto, pač se pravi. No ja, sej včasih ne moreš vsega predvideti, tudi ne kot organizator, včasih daš v pravila pa rečeš, kaj se zgodi in tako naprej. Tukaj so odlično salo, če so bili vsi zadovoljni na koncu, pa tudi dekle, ki je zgrešilo, ni šlo domov z disqualified, ampak pač z neko vrstitvijo. Ne, saj je vrhunska, res je vrhunska, tako da jaz mislim, da na vseh naslednjih tekmah je bom gledala v hrbet. Tako da, ja. No, ampak evo, to rivalstvo, še nekaj me zanima, Nastja, recimo na teh gorskih ali pa na tekih, kjer je cilj polklanec, daš zmeraj vse od sebe, je tisto, ker gledaš kdaj koga, ali pa kar smo probali že, ko greš še zadnjih 200 metrov pol v šprint in na koncu se ti pena leze že z ust, da skoraj bruhneš. Greš, daš takrat, ko je treba vse od sebe. Nažalost, toliko tekmovalen tip nisem. Vseeno imam rada, da ne pridem v cilj čist mrtva. Odvisen kje, no. Na koncu recimo glih, kaj je bilo, Kamniško sedlo, nisem glih, da bom zdaj čist penasto prišla v cilj, ker imam rajši moram reči, recimo zelo ne maram tistega občutka, ko ima že, kaj bi rekla, taka krvava pljuča ali kaj. Ko čutiš že kri, ja. To zelo, no, tega res ne maram, ker se mi zdi, da je to ena taka zelo lep uvod v kakšno bolezen, pol mislim hitro kakšno okužbo grla ali pa kaj faže, zaradi tega se mi zdi, no, tako da zaradi tega nikoli nisem preveč toliko
pretiravala nisem nikoli. Sem se vedno malo bolj zadržala, kako bi rekla. Je pa res, da odvisen tudi od tipa proge, pa če veš, da pač če je treba, pa da je tako, ja, valjda pospešiš, če pa ni ekstra nuje, pa se ne maram ful matrati. Odvisno, odvisno od situacije. No, dajva za konec še eno tekmo obdelati, ki je zdajle kmalu na koledarju spet leta 2026, reče se ji pol šihta na farbancu, nekaj takega, je to res? Res je. Na tej dirki si bila in na tej dirki si tudi pustila svoj pečat. Bila si tretja, če se ne motim, ampak ko so se menila za tale pogovor, si dejala, da je bila to pa ena tvojih najbolj zaguljenih. Ja, ta je bila po mojem najtežja, zato ker sem prišla čisto tako, sem rekla, prej dan imam zase. Pač sem imela fajn in nisem niti pomislila, pač, da bo to gor dol, meni se zdelo fajn, ok, sem klanc, super. Ampak kar se je zgodilo, je pa to, da najverjetneje, ker res sem hčerko takrat res sam dojila, čisto nič drugega, je na ta prvem vzponu me je zradiralo. Meni je toliko cukra zmanjkalo, da sem mislila, zvezde sem videla. Tako da to je bilo in takrat sem samo treba bo preživeti do konca tekme. Do konca tekme je pa še kar nekaj časa. In takrat sem se res spraševala, kako bo to šlo. Po tem drugem ali pa tretjem vzponu sem se nekako spravila, ampak vem, da ta drugi vzpon je bil eden največjih matrov, ker se ti vse megli, ker samo še čakaš, da boš po tleh padel, pač toliko vem, kaj je ki ti zmanjka cukra, kaj je občutek, ki si v smehak in ni fajn, ker ne veš, če bo samo še po tleh šlo ali ne. No, pa pol je šlo, pol je bilo v redu, je pa zoprno, in nikoli ne veš, a bo ali ne bo. Takrat je šlo. Upam pa, da ne doživim več tega občutka. Zdaj vem, da ne smem nikoli tako prehitro štartati. Oziroma, mogoče tudi zaradi dojenja, ne vem. Prav gotovo, no. Kaj si pol konzumirala, da si se spravila nazaj spet v energetski? Zgor smo imeli ful veliko stvari, res gostoljubna tekma, ena najljubših. In zgor smo imeli pomaranče, ne vem, kaj vse je še bilo, vem, da takrat sem si sam basala usta in si mislila, pač preživ. Tako da takrat mislim, da sem pač s polnimi usti še potem dol tekla in tako dalje, ampak je šlo. Tako da recimo, mislim, da je bilo tek na Ratitovs, kjer sem imela tako srečo, ker je bila isto daljša, mislim, da je 20-kilometrska, koliko že bila. No, in takrat sem prvič doživela, da si čisto v redu in potem samo naenkrat te zradira, ker ti naenkrat cukra zmanjka in 100 metrov naprej je bila ukrepna. Če ne bi tiste frutabile dobila, bi najbrž pač ostala, dokler me ne bi en zvlekel nekam. Tako da, in tisto frutabilo, ki sem dobila, sem bila v redu. Ampak ta pomanjkanje cukra se lahko strašno poznamo. Tako da tega čim manj doživim, nikoli pa ne veš, kaj se vse šlo. Se pravi, vsled mogoče hipoglikemije boš zdaj si tlačila kakšne gele v žep ali pa kaj takega? Ne, to pa priznam, gelov pa jaz ne morem. Mislim, da sem na K24 rekla, no zdaj bom pa enega probala. Tisto kus pomaranče mi je bil za bruhat, pač v splošnem konzistenca gela mi ni nekako piškoti, milka, čokolade in podobno. To je moj celi život, bolj kot ne samo na to delujem, tako da čokolada je en velik del mene. Tako da po mojem prehrani bolj iz tega sestavljeno, moram priznati, ni glih vzorna, ampak nažalost tako delujem in do zdaj mi je vedno pasalo. In mi tudi pomagali pri teku, tako da tega po mojem ne bom še kaj dosti spremenila. Tako da za kakšne daljše tekme jaz mislim, da bo frutabile pa belge. Mislim, zelo preprosto. Zdajle si ovrgla vse ostale prehranske nasvete, ki jih imajo tam visoko leteči trail tekači, ki vse konzumirajo od takih in drugačnih mešanic. Milka, spoštovani, Coca-Cola, dosti je, redu je. Coca-Cola je pa najboljša na svetu, to je pa definitivno. Po vsaki tekmi Coca-Cola. Definitivno. Mislim, ja, če to doktorska študentka veterine pa Foxa, biologije in kemije reče, pol nekaj, pa pove, kaj je o tem, pol je nekaj na tem. Ja. Res, da telesa so si zelo različna in Res, ja. nekaj, kar pa še enemu ni nad drugemu in jaz recimo sploh po tekmah vidim, koliko se različno odzivamo. Enim pa še velik masten kos pice, jaz tega recimo kakor ne morem, sploh če so bile, ne vem, več kot 15 kilometrov mi ne paše, bi pa hektolitre Coca-Cola spila. Tako da, pač,
Različni smo si. Ja, če imejte organizatorji čokolado, imejte Coca-Colo pa pico, pa boste vse verjemite, pa še kakšno pivo. Spiješ kakšno pivo kdaj? Ne, ja. Pa nikoli ne maram, da če splošnem nisem glih alkoholen tip, zato ker imam alergijo na vino. Mislim alergijo, pač en kozarček in tam zelo živo rdeča v glavo, tako da nažalost tega moram, nažalost srečo, bolj izogibati. Ampak ja, vse sladke gazirane pijače, ki mogoče niso glih najbolj prehranci, kar se prehrane tiče on the top, so mi pa super. Tako da se bolj tega držim. Dokler ti gre tako dobro po teku, ti noben ne bo gledal v kozarec, pa v krožnik. Upam, saj jaz sigurno ne, najno poslušalstvo, najni gledalci, najne poslušalke tudi ne, Nastja Mihelčič, tole je bil super pogovor, tako hiter je minil, zdaj boš imela še čas, da daš otroke spat, evo. To sva naredila predtem, ja, jaz bom z veseljem tole še enkrat preposlušal, zmontiral in dal najnemu auditoriju na poslušanje in ogled. Mene je zelo veselilo, Nastja, da so se tako hitro zmenila. Hvala. Iskrena hvala. Zelo lepo, veliko sem zvedel o tebi, tudi o teku, tudi sam sem se kaj novega naučil, recimo, ne, in sem vesel, da poleg vseh ultrašov pa maratoncev gostim tudi tekačico. Tako dobro balansira življenje, pa je nasmejana, pa energična, pa bo sigurno v prihajajočem letu poleg maratona naredila še kakšen tečaj, pa še kaj, kakšno novo stvar, ja, kateri smo lahko pogovarjali. Se veselim, Nastja, da se srečava tudi v živo, enkrat v prihodnosti, pa še kakšno rečeva za danes, pa še enkrat hvala. Hvala lepa, srečno. Lep večer, ja, srečno. Adijo, srečno.